Spoštovani, prisrčen pozdrav iz Domžal iz športnega parka ob Kamniški Bistrici, kjer je pred nami tretja tekma 18. kroga v prvi ligi Telemach, zadnjega kroga seveda v slovenskem nogometnem prvenstvu v tem koledarskem letu. Izjemno zanimivo je znova, pred nami je nova pomembna tekma med Radomljami in Muro. Domači Mlinarji sicer trdno držijo mesto v sredini prvenstvene lestvice, a pogledujejo počasi navzgor. Mura... Zdaj je Sana izgubil žogo, tule Pogačar, Jojič, priložnost za Radomljane, ki vodijo, Dejan Vokić. 1-0, napaka Sane, ki je zdaj Muraše zelo drago stala in svojo prvo priložnost na tekmi so Mlinarji izkoristili za vodstvo z 1-0. Prvi gol Dejana Vokića v sezoni. Tole bomo zdaj videli še enkrat, takole je Pogačar brez prekrška žogo ukradel Sani, podaljšal proti Jojiću, nato pa Jojićeva povratna podaja, ki je nekako presekala gostujoči kazenski prostor. Žoga natančno na levico Dejana Vokića, ki je sprožil in takole premagal Dermastijo. Tudi vratar Mure bi tu seveda lahko storil več. Tole ni bil strel, ki bi ga lahko uvrstili v kategorijo neobranljivih, bom dejal. Vokić je dobil skok, potem tudi v nadaljevanju dobro Radomljani v obrambi in zdaj hiter protinapad, veliko prostora je osvojil Jojić, potem pa žoga na desno. Tule je ponovno priložnost za Čalušića, Čalušić pred vrata, Vokić in Flis je rešil na golovi črti. Zdaj pa Sana proti Vizingerju, brez ofsajda, očitno Vizinger pred vrata in Domjan je zadev 1-1. Zaenkrat kaže, da tale gol velja. Stranski sodnik ni dvignil zastavice, Jaka Domjan izenačenje v Radomljah, seveda pa bo tale gol še pod drobnogledom, kajti na meji prepovedanega položaja je bil Vizinger. Težko je zdaj reči, če je bilo res vse v redu ali ne. 21-letni Jaka Domjan se je prvič v sezoni vpisal med strelce. Tule poglejmo zdaj. Tule se mi zdi, da je bil Vizinger vendarle v prepovedanem položaju. Imamo seveda VAR in tu napake ne bo, ampak na oko imamo tehnologijo, ki bo odločila in offside. Jojić, krasen gol! Nikola Jojić, čudovit zadetek. 39. minuta in Radomljani vodijo z 2-0. Čudovita akcija, potem pa seveda še veliko lepši zaključek z levico, z zunanjim delom stopala. Res prekrasno, zelo natančno. Tik ob levi vratnici Dermastije je v malo mrežico zadev Nikola Jojić. Njegov tretji gol v sezoni, 2-0 vodijo Mlinarji. Takole, Marinič, potem pa je Jojić pravzaprav vse ostalo storil sam, strel z roba kazenskega prostora. Fantastično, res čudovit zadetek za Jojića. In domači so podvojili prednost. Asistenco bomo upisali Mariniču, je pa res Ačar do žoge, pa zdaj Jelen. Spet nekaj več prostora, dobra podaja za Jojića, Jojić! Odličen poskus ponovno Nikole Jojića, ki je zdaj za las grešil.
Spet se je odlično znašel Amadej Marinič in potem krasna podaja proti Kukovcu. Kukovec je sam pred vrati, Kukovec in gol, 3-0. Še druga asistenca Amadeja Mariniča na tejle tekmi. Nino Kukovec, 7. gol v prvenstvu. Strelsko res izjemno razpoložen je Nino Kukovec v zadnjem obdobju. Zdaj se zdi, da je tekma dokončno odločena, 3-0, torej za Mlinarje. Kukovec nadaljuje strelski šov, zelo dobra strelska forma Nina Kukovca, ki pa vseeno čuti pritisk, kajti v sijajni formi je tudi Rus Stanislav Krapuhin, vsakič, ko vstopi, naredi kaj dobrega, če drugega ne iztrži. Tole je tudi sicer na robu, bomo še počakali, zdelo se je, da je bilo vse v redu, ampak tule ob ogledu ponovljenega posnetka pa precej mejna situacija, krasna podaja sicer danes res odličnega Mariniča. Še enkrat Kasalo, Kasalo se namešča, strelja in zadev je Niko Kasalo. 3-1 v 82. minuti. Vendarle bodo morali resno odigrati vse do konca, tudi domači. Niko Kasalo, njegov drugi gol v tej sezoni. Takole je premagal Sama Pridgarja po podaji mladega Kovačiča, ki je torej vknjižil asistenco. Takole pa je Kasalo zelo natančno zadev. Prekratek je bil Pridgar. Na način ste zaključili to koledarsko leto? Hvala na čestitkama. Pa dobro, znači na kraju sve ipak dobro završilo. U ovom mjesecu smo odigrali kvalitetne utakmice, kad se sjetim s Bravom, pa onda sa Olimpijom koja, ajde da kažemo, bila ravnopravna utakmica i ove zadnje dve utakmice. U svakom slučaju čestitam mojim momcima, mojim fantima, moraju verovati, počeli su da veruju da imaju više potencijala, više kvalitete i da možemo osvojiti malo više bodova nego to što je bilo do prošle sezone. Još jednom čestitam mojim igračima jer su zaslužili i odigrali su, ajde da kažemo, ne perfektno, ali dobru polusezonu. Danes ste dobili tudi trenerski obračun z vašim predhodnikom. Koliko zadovoljstva lahko poiščete v tem? Moram da čestitam Muri, znam da se nalaze u malo teškoj situaciji, moram da čestitam mog kolegi Darijana, mi smo se i malo prije utakmice vidjeli. Ja sam pratio Darijana, znači njegov rat i ranije kad je bio ovdje u Radamlje, tako da dobio sam puno pozitivnih informacija od igrača koji ga poštuje, koji ga cene u njegovom stilu rada, u njegovom stilu igre, tako da meni je svaka utakmica draža kad se dobije. Normalno, kao svakom treneru, nisam imao neki specijalni motiv. U svakom slučaju igrali smo protiv jedna jako dobre ekipe Mura koje, ajde da kažemo, trenutno nije u nekom dobrom psihološkom stanju, ali utakmica kao utakmica, dobili smo ovih 3 bodova. Naš cilj je bilo da osvojimo što više bodova. Osvojili smo 25 bodova, tako da ja sam zadovoljan od mojim igračima jer progresivno napreduju od utakmice od utakmice. Ja, v prvem delu prvenstva ste si res pripravili lepo izhodišče, osvojili ste celo toliko točk od Olimpija trenutno. Kako bi recimo ocenili ta prvi del sezone? Pa svakako kažem, uspešna je polusezona, moramo karakterizirati kao uspešno, nastavili smo i da se takmičimo i u pokalu, tako da moramo sad malo osvežiti, malo se refreširati, da napravimo dobre pripreme, pa nadajmo se da ćemo skupljati još više bodova u drugoj polusezoni. Naš cilj je opet da skupimo što više bodova, da se popnemo neku poziciju gore, ako završimo među prvim 5, to će biti fantastičan uspeh, a ako ne, nastavljamo skupljamo bodove za opstanak. Še morda kakšna želja glede prestopnega roka? Imamo u razgovoru sa direktorom i sa predsjednikom imamo neke želje. Znači, prvo imamo odmora do 22. a onda poslije imamo neki individualni rad, pa se skupljamo ovdje, idemo na pripremu umogu. Imamo 2-3 igrača pikirani, tako da nadam se da ćemo, eto, ima interesi za nekih naših igrača, tako da mislim da ćemo napraviti 2 do 3 rotacije. Najlepša hvala in uživajte na počitnicah. Niko Kasalo, dosegli ste zelo lep gol, ampak verjetno ni tako sladek večer to zaradi poraza. Pa ja, no, težek večer, no, nismo si tega želeli, probali smo tudi
da vsaj kako piko dobimo in gremo bolj mirni glav na ta počitek, ki pride. Ampak ja, pač Radom je zelo dobra ekipa, to so pokazali danes, mi smo neki luknji, ne vem, nočem nič komentirati, ker pač hvala Bogu, da je prišla pauza, da umirimo glave in naredimo dobre priprave. Verjetno ni skrivnost, da Mura ni tam, kjer bi si želeli. Kako pa bi vi recimo ocenili to prvo polovico prvenstva? Pa ja, se popolnoma strinjam z vami. Mislim, da je bilo par tekem, ki nam je žal, da smo izgubili pike. In ja, no, škoda, po tej tekmi s Primorjem je bil nek velik padec, še zdaj ta tekma z Nafto, ki je res bila porazna, ampak ja, moramo se dobro počiti, narediti priprave in začeti drugo polovico sezone, tako je treba. Najlepša hvala. Darjan Slavic, po porazu na prekmurskem derbiju še današnja ničla. Kako težko bo po teh dveh porazih v teh tednu? Poraz je četrti zaporedni, tako da pa mislim, da ne rabimo nekaj filozofirati, da je težka situacija, da če se še zdelo mogoče 3 tekme nazaj, 4 po tistem seriju, dosti bolj pozitivno je zdaj vse kontra, se pravi normalno, da ko si v taki seriji, potem ni lahko priti ven, ne glede na vse. Je pa zdaj ključno, da je, hvala Bogu, ta zadnja tekma, da se lahko stvari vzpostavijo in morajo iti na boljše. To je bil seveda obračun proti vašemu bivšemu delodajalcu. Najbrž ste bili pod posebnimi vtisi, ampak ti so najbrž zdaj nekoliko v ozadju. Pa ne, sem že večkrat poudaril, vsem spoštovanjem do Radomelj, sem dobil to priložnost, vedno bom imel pozitivno mišljenje o Radomljah, sem pa trener Mure in to je zdaj tisto ključno, najbolj pomembno. Trenutno pa ni na nekem nivoju vse skupaj. Enostavno težka situacija, trenutno še enkrat. Treba se usesti, treba se pogovoriti, nastaviti vizijo, smernice in odreagirati spomladi, ker to si zaslužijo navijači, to si zasluži okolje in moramo gledati boljšo, kvalitetnejšo Muro. Tudi z Nikom Kasalom sva nekako ugotavljala, da Mura ni tam, kjer bi si vsi želeli, da je. Kako bi vi recimo ocenili ta prvi del sezone, sploh ta del, ko ste vi seveda prevzeli vajeti? Pa ja, zdaj tisti prvoten cilj, da v prvi vrsti naberemo do zime čim več točk. Nabrali smo jih 9, absolutno premalo. Po mojem smo se zaslužili več, ampak to zdaj v tem trenutku nič ne šteje. Pokal, napredovanje tudi ni, cilj ni izpolnjen, tako da ja, še enkrat tudi jaz kot vsi ostali moramo prevzeti odgovornost, ampak se pa je začelo, neke smernice pa moramo se pravi nakazovati, tudi danes ni bilo vseh igralcev, nekateri so nas že zapustili, predvsem mislim na te, ki jim potečejo pogodbe. Imeli smo tudi 2 bolezni v ekipi, tako da daleč od tega, da išče neki izgovor, ampak treba se ustvariti neko ogrodje ekipe in pripeljati dodatne kvalitetne igralce, da bodo potem tudi rezultati boljši. Jaz sem lahko dodava še poškodbo Luke Bobičanca. Jasno, prestopni rok bo zelo pomemben za vas. Na katerih pozicijah si najbolj želite pripeljati kakšnega aduta? Pa ja, zdaj moramo v prvi vrsti počakati. Mislim, da tudi fantje, kateri imajo ponudbe. Tudi verjetno bo kaki igralec prodan. Tako da res ena zahtevna naloga, ena zelo pomembna naloga naslednjih pol leta oziroma ta prestopni rok tudi za prihodnost. Ja, Luko smo že omenili, to zadevo že poznamo, slika je jasna, da v sami kreaciji nam manjka. Težko smo ga nadomestili, ampak to je tudi ena od pozicij, kjer bomo mogli iskati rešitve. Najlepša hvala. Nino Kukovec, iskrene čestitke za gol, za zmago. Verjetno bo odhod na kratko pavzo zelo sladek. Ja, sigurno, prvo hvala za čestitke.
Sigurno bo sladek, mislim, dosegli smo to, kar smo si zadali, to je 25 pik na pol sezone. In ja, čim prej zdaj na dopust. Vi ste že pri 7 golih, pravzaprav ste izenačili svoj najboljši izkupiček, mislim pa, da ni nobenega dvoma, da ga boste izboljšali oziroma presegli. Ja, mislim, sigurno, jaz si ne delam v bistvu nekega presinga zdaj z goli, odigram to, kar pač odigram, če dam gol, itak še boljš. In pač ja, mislim, vsak napadalec potrebuje gole, da gre nekam drugam. Ampak sicer jaz za zdaj še ne razmišljam nekaj tako, za kam drugam, pa se bolj osredotočim na to, kar igramo tle in da z ekipo pridemo čim dlje, kar jaz mislim, da tudi lahko se borimo z zgornjimi ekipami v prvi ligi. Pa morda še beseda o kratki pauzi, ki prihaja, kako jo boste izkoristili? Za mene? Za vas? Mislim, vsekakor, koliko imamo slab mesec, čim bolj se sprostiti, nič ne razmišljati o nogometu, sanirati svoje poškodbe, tudi ekipa, tisti, kar imajo neke poškodbe. Ja, izkoristiti na maksimalno, da si bolj sproščen in ne razmišljati preveč o nogometu in potem, ko se vrneš 2. januarja, ker začnemo, pa fokus naprej na naslednje pol sezone. Najlepša hvala in srečno.